jubilejno leto. Pa kaj se je spet cerkev spomnila? Se sliši, da je odprla nek portal v Rimu, kot da bi bili v nekem znanstveno-fantastičnem filmu. Se misli, da je Bog edino zunajzemeljsko bitje, s katerim komunicirajo. Pa slišal sem, da spet težijo s temi odpustki, a niso dovolj dobili od jutra po glavi. Ja, dejstvo je, da cerkev naravnost obožuje stvari, ki se ostalim zdijo čudaške. In jubilejno leto prav gotovo ni nobena izjema. In verjetno se sprašuješ, kaj bi kaj takega, tako starega, sploh imelo kakšno vezo s teboj. In mogoče ni nič. Mogoče bo to leto švignilo mimo tako kot vsa druga leta in bo vse to dogajanje samo še ena ceremonija cerkve tam daleč. Mogoče pa prav to v tem trenutku, na tem kraju, sredi tega svojega življenja potrebuješ ti. Mogoče si se v nekem trenutku oddaljil od cerkve, ker ima neživljenjska pravila. Mogoče se ni nihče brigal zate. Mogoče te pač samo ni zanimalo, kaj ima zapovedati en star gospod pri maših, katere si bil prisiljen hoditi. Mogoče si ravno obratno, vedno čepel v klopi, ministriral, pel, bil zvest župni in vendar si želiš več kot samo običaje. Želiš priti bliže Bogu, domov k njemu. Želiš si skupnosti, s katero bi skupaj živel vero. Ne vem. Vem pa, da meni vse skupaj najlepše opiše, da je jubilejno leto pot domov. Ko so ljudje praznovali jubilejno leto vsakih 50 let, jim je Bog naročil, naj pridejo k njemu, da se spravijo z njim. Hkrati pa, da drug drugemu odpustijo vse dolgove in osvobodijo vse, ki so bili zasuženi, da se ti lahko vrnejo nazaj, domov, k svojim družinam. Kakšen je moral biti pogled na sprevod ljudi, ki so se ob zvoku roga, ki je naznanjal začetek jubilejnega leta, začeli vračati domov. Še lepši pa je bil pogled na ljudi, ki so se po suženjstvu greha začeli vračati nazaj v naročje nebeškega Očeta. In če se želiš priti domov tudi ti, potem si na pravem mestu. V mesecih jubilejnega leta smo se odločili, da želimo prehoditi pot domov k Očetu, pot sprave in odpuščanja z drugimi in sami seboj. Želimo, da bi skupaj z nami stopil skozi vrata tako cerkva po Rimu, kamor bomo romali, še bolj pa skozi vrata cerkve, našega skupnega doma. Verjamemo, da je papež s tem, ko je otvoril jubilejno leto, odprl priložnost tudi tebi, da se vrneš ali pa da se še bolj povežeš. Zato smo pripravili za vsak mesec tega leta eno spodbudo. V njih bomo odkrivali, kako se lahko spravimo z Bogom, kako lahko odpustimo bližnjim ali sebi, ali pa kaj storiti, ko mi zafrknemo. Pridi z nami domov.